zelo dobro vsi poznamo, samo jih bomo pripravili na malo drugačen način. In kako jim bomo rekli? Paketki presenečenja. Mošnički presenečenja. Prvo bomo pripravili ribico. Tukaj imamo ribo, ki smo jo že malo prej vzeli iz hladilnika. Zdaj to ribico bomo narezali na take majhne koščke. Približno tako velike, kot je ta. To ne bo za vzorec. Vsaka lepo bo eno ribo urezala. Kar lepo koščke. In potem bomo dali sem nazaj noter in bomo to ribo tudi malo začinili. Evo še enega. Tako, tanko, še bolj tanko, če gre. Tako. Tisto malo. Zarežemo sredino. Malo tanko bo lepše. Še bo za prijesti. Veste, kaj se da ponavadi s njeno to? Ne. Ne? Jogurt, kaš? Ne. Poper. Začimbe. Začimbe, zelišča bomo dali. Poper. Malo poprčka, čisto malo, ne? Ker ne smemo preveč, malo soli. Kar lahko še oni krožnik, to drugi. Zelišča se pa doda zato, da bo zelenjava imela boljši okus. Namesto dajati preveč soli in preveč popra, bomo rajši dali zelišča, ki so dosti bolj zdrava. In enako naredimo z baziliko. Bazilika je še zdaj na vrtu, čeprav se že počasi suši. In jo tako nasmukamo gor, ne? Malo enega, malo drugega. In potem bomo dodali še malo soli in bomo dodali malo oljčnega olja. Zdaj tako malo s prsti, tako je treba malo pomešati, da gre to noter. To je radič, ki ima zelo velike liste. Zakaj bomo imeli ta radič? Zato, ker bomo v te listke skrili ribico notri. Tako, 2 koščka ribice. Tako, nekaj dovolj. Bomo dali malo zelenjavce. Tako. Takole. Dovolj. Bomo rajši naredili še paketko, ne? Da bo dovolj za vse. Zdaj bomo tole skirili. To pride bolj kot en sandvič. Zdaj bomo te robove zavihali. Da rada kot sandvič. Da rada kot sandvič? Ja, to je boljše kot sandvič. Drži tako, drži. Drži, močno drži. Kako si držala tudi? Tako, izhnemo skupaj, ja? Še enega, ta radič je tako mehek. Nekaj za raznico. Imamo take lesene zobatrečke, poleg sam in bomo barali tako, ne? Tudi tukaj. Nič hudega, samo ne smemo ga preveč mečkati. V eno posodo smo dali malo vode. In ko bo ta voda zavrela, bomo dali v plin, bo ta para iz vode šla gor in se bo lepo ta ribica v radiču skuhala. Malček oljčnega olja. Takole. Malo lahko še posolimo. Smo rekli, da še radič malo soliti. Spodaj v vodo smo pa dali limonco in bo vse skupaj lepo dišalo po limoni. Ko se bo skuhala, ne? Bo tak dober okus. Zdaj smo dali ribice kuhati. Zdaj bomo pripravili rdečo peso. Kaj imate rade rdečo peso? Ja. To pesico bomo narezali na take tanke rezine. Tako, ko smo prerezali bučke, prav? Malček mi poteče iz nožka, ne? Ta pesa je bila močno oprana in malo smo jo skuhali, ne? Nije pa potrebno lupiti, zato ker je v lupku ima največ vitaminov in mineralov in Ne morem porezati. Ne moreš? Pomagam? Ja.
če bi lupili rdečo peso, ko smo jo skuhali na pari, je enako, kot če pojemo olupljeno jabolko. Ne? Jabolko povemo, da ne bo še čez lupkom, je res? Žigo me čaka, da bomo poskusili. Kaj pravite? S čim smo rekli prej? Kaj ste ugotovili? Kaj je to? Z lavando. Lavanda ali sivka se reče, ne? To je en tak nenavaden okus, ki bo zelo pasal na ta jogurt, to bo zelo osvežujoče. In ta jogurt bomo postregli s popečeno rdečo peso. Tukaj gor bomo dali rdečo peso in se boste bolj pomešali ta močno rdeča barva in ta bela barva in bo res nekaj lepega. Ta sos je do domačih stočila, tako bomo zmešali. Dodali smo malo okusa sivke. Sivka lepo vpliva zelo dobro na našo prebavo, da bodo naši trebuščki tudi zadovoljni, ko bomo pojedli, ne? Diši? Ja. Si jedli že kdaj pečeno peso? Ne. Še nikoli ne? O, ta pesa je odlična. Taka, ko je pesa rdeča, taka bodo vaša lička jutri zjutraj v vrtcu in šoli. Ta je Ta moj. Tisti je moj. Tisti je moj. Sem se spomnila na zabotekce. Si se spomnila, nisi pozabila? Ne.